Primerjava s Hrvaško je v zaključku kampanje postala skoraj refren. Zlasti po soočenjih, kjer se je odprlo vprašanje, ali Hrvaška Slovenijo dohiteva ali celo prehiteva in ali podjetje zaradi davkov ter stroškov dela selijo dejavnosti čez mejo. V razpravi se praviloma mešajo trije nivoji. Življenjski standard ljudi, davčna konkurenčnost za menedžerje in podjetja, cene in kupna moč. Po zadnjih primerjavah je Slovenija po več ključnih kazalnikih še vedno v prednosti. Višje povprečne neto plače, višji mediani dohodek in višji BDP na prebivalca. Hkrati pa ima tudi sistem, ki ga ljudje pogosto doživljajo tudi kot paket. Obvezni regres, dodatki za prehrano in prevoz in seveda tudi daljši porodniški dopust, česar Hrvaška praviloma nima urejenega na isti način. Na drugi strani pa Hrvaška v kampanjskih argumentih nastopa kot davčno ugodnejši teren. Zato se zgodba na to hitro prevede tudi v vprašanje razbremenitve plač in seveda tudi širše davčne reforme. To je točka, kjer tudi del gospodarstva že dlje časa pritiska na znižanje davčnega primeža. Dodaten element je tudi kupna moč. Tudi če ima Slovenija nekoliko višje plače, se razlika lahko poje pri cenah, zato se v javnosti tudi krepi vtis, da se na Hrvaškem za isto plačo včasih živi lažje. Pa poglejmo sedaj en video. Mogoče iz tega vidika davčne konkurenčnosti je Hrvaška v prednosti pred Slovenijo, ampak po drugi strani moramo razumeti, da je povprečna plača na Hrvaškem bistveno nižja od slovenske, da je pokojnina na Hrvaškem tudi povprečna, ne govorimo o zajamčeni, tudi bistveno nižja od slovenske, da imajo drugačne pogoje glede materinskega dopusta oziroma porodniškega dopusta, da nimajo plačenega prevoza oziroma da ni nujno plačen prevoz, ni regresa, ni malice in tako naprej. In potem, ko naredimo črto na koncu, sumo, ugotovimo, da v bistvu so na boljšem na Hrvaškem, tako kot bi rekel gospod Brodnjak, predvsem menedžerji oziroma tisti z zelo visokimi plačami, delavec ali pa tisti, ki živijo od svojega dela na tak neposreden način, pa so na Hrvaškem v bistveno slabšem stanju. Tako da jasno je, če hočemo imeti socialno državo, državo blaginje, ki skrbi za svoje ljudi, moramo po drugi strani seveda tudi to nekje zagotoviti. Doktor Uhan, kaj vi porečete na to? Najprej, če se na Hrvaškem dviguje življenjski standard in zadovoljstvo ljudi, potem moramo biti s tem zadovoljni, ker smo radi obkroženi z državami, ki so stabilne. Takšne države so bolj verjetno naše prijateljice, kot tam, kjer so protesti. To je ena stvar. Drugo, kar je, mi tukaj res primerjamo neprimerljive stvari. Po vseh kazalnikih, tudi izhodišče je bilo seveda drugačno, je Slovenija v prednosti. Ampak zopet moramo stvari postaviti v kontekst. Nizko ali pa bolj ugodno, kot temu rečemo, ali pa spodbudno ali pa motivirajoče davčno okolje, je zelo selektiven pojem. Potem se moramo spraševati tudi o kakovosti javnih storitev in vsega, kar prihaja v paketu. Jaz mislim, da so te primerjave na nek način deplasirane. Mi moramo opazovati kazalnike, indikatorje družbenega razvoja, tudi bi rekel v povezavi s tem politično klimo, ki nekako formatira razpravo o tem, v kakšni družbi želimo živeti. Želimo živeti v osnovi pravični, elementarno tolerantni družbi, ki skrbi za vse sloje prebivalstva. In tukaj se mi zdi, da je ta ključna prednost modela, ki ga slovenska politika ta hip zagovarja in ima zglede v včasih že pozabljenem modelu države blaginje, ne. Vsi neoliberalni modeli nimajo samo ekonomskih učinkov, ampak imajo res devastirajoče učinke, predvsem na socialno kohezijo, povezanost in pa koncept skupnosti. Tu lahko potem v nadaljevanju iščemo tudi vzroke za nekatere deviantne pojave na ravni, bi rekel, cele populacije, v smislu ksenofobije, rasizma, nacionalizma. Konec koncev so stvari med sabo povezane, ne. Ne želim sploh se opredeljevati do te klime na Hrvaškem, ampak vidimo, ne, da se dogaja tudi na Hrvaškem neka redefinicija zgodovine v smislu formiranja stališč, ki nasprotujejo temu, na čemer je Evropa gradila po vojni vse do nedavnega, to pa je ta antifašizem. Ja.
Eno kratko, potem pa še nadaljujemo z naslednjim videom. Ja, hrušk in jabolk se seveda ne da primerjati. Treba je pogledati, kaj vse dobi slovenski delavec, ne samo neto plačo, ampak tudi različna nadomestila, ki jih na Hrvaškem ni. Treba je pogledati višino pokojnin, tu so ogromne razlike, in seveda pokojnine se financira iz prispevkov na plače tistih, ki smo zaposleni. Pod črto v Sloveniji živimo boljše kot na Hrvaškem v povprečju, ne. To se nenazadnje kaže na demografskih kazalnikih. Slovenija je država priseljevanja. Se pravi, ljudje prihajajo k nam in si tu poskušajo ustvariti svojo srečo, svoje službe in tako naprej. Hrvaška je država izseljevanja. V severnem delu Hrvaške, v Slavoniji, imate zelo žalostno sliko. Dalmacija živi od turistične rente. Pravzaprav samo Zagreb ima neko raznovrstno ekonomijo in pač funkcionira kot veliko metropolitansko območje s številnimi priložnostmi za delo in ostalo, ne. In tega se je treba zavedati, pa še to, če se primerjamo s Hrvaško, ne. Zdaj seveda, hrvaške plače so se v zadnjih letih precej popravile, so se dvignile, ampak na račun dveh okoliščin. Prvo je navijanje turističnih cen, ki ga je potem država prek transferov prelila tudi v dohodke ostalega prebivalstva, se pravi neka turistična inflacija, ne, ki bo delovala, dokler bo pač delovala, a ne. To je pač ena okoliščina. Ampak ta okoliščina ima pa tudi svojo hrbtno plat, namreč hrvaško gospodarstvo je izrazito monokulturno, odvisno od uspešnosti turistične panoge. Tu se pa lahko v primeru, da se recimo pri varnosti nekaj zalomi, ne, stvari zelo hitro sesujejo tudi v finančnem smislu in v smislu stabilnosti vseh pač socialnih sistemov. Tako da primerjati se kar tako s Hrvaško je pač tako. No, druga okoliščina na Hrvaškem je pa ta, da Hrvaška je izpeljala nekaj, po čemer bi se veljalo tudi pri nas zgledovati, ne. Tam je nižja obdavčitev dela, ampak zato pa precej višja obdavčitev nepremičnin. Ki jih Slovenci z lahkoto plačujejo na Hrvaškem, doma pa ne bi imeli s tem težave. Tako. Poglejmo si sedaj še naslednji video. Zdaj, kot sem že omenil, en ukrep. V bistvu pri nas načrtujemo v stranki celovit paket ukrepov. Eden izmed teh je postopno zvišanje davčne olajšave in prilagoditev dohodninskih razredov. To, kot sem omenil, bo pustili državljanov več neto zneska, bruto bo dejansko ostal enak. Prilagodili bomo oziroma izgradili sistem normiranih odhodkov za podjetja. Spodbujati je treba davčne olajšave za razvoj, investicije in pa raziskave. Ampak seveda se je treba zavedati, da ko znižuješ davke ali prispevke, je na drugi strani treba povedati, kaj bo treba znižati. Ker en tak primer smo že imeli, to je bilo leta 2000, tam med letom 2006 in 2008, se je ukinjal davek na izplačane plače. Za približno 1 milijardo je bilo takrat izpada na letni ravni. To je bilo seveda v desni vladi. Doktor Kovačič, vsi obljubljajo višje neto plače. Kje pa so potem dejansko realni viri? Ali je to stvar potem seveda davčne preureditve ali bi to nujno potem odprlo seveda tudi neko rezanje javnih izdatkov? Ja, tu sta samo dve možnosti, ne. Ena možnost je, da se potem dvigne neko drugo obdavčitev in po 35 letih koncentracije premoženja v rokah nekaterih bi bilo seveda na mestu bistveno bolj obdavčiti premoženje. Ampak to bi morali narediti tako, da ne bi bilo seveda nekih skrivaštev, nekih davčnih počitnic, oaz in tako naprej. In Hrvaška nam je lahko zgled, ne. HDZ-jeva desna vlada je vpeljala nepremičninski davek, ki se ga zaračuna za vse nepremičnine, ki niso bodisi rezidentske, se pravi, da v njih stalno živiš, ali pa da niso dane v dolgotrajni najem, ne. In bistveno je to, na kakšen način hrvaška davkarija preverja, kaj se dejansko dogaja v nekem stanovanju, ne, kamor bi lahko ljudje tudi svoje sorodnike fiktivno prijavili. Preverjajo, ali so skozi celo leto
ali je skozi celo leto poraba vode in elektrike taka, da tam nekdo stalno živi. Če tega ni, dobite visok davek, ne? In na račun tega visokega davka si oni lahko privoščijo nižjo obdavčitev dela, ne? Mislim, da bi bil to lahko v redu paket. Alternativa je pa lahko samo ta, da se pač nek segment storitev, javnih storitev, ki jih zdaj financira proračun, spremeni v samoplačniške. Cena bo potem enaka za vse, za revne in bogate. In ko vzamete seštevek obeh učinkov, se pravi znižanja davkov, kjer bogati pridobijo precej več kot revni, in pa dviga pač cen nekih samoplačniških storitev, ki bo za vse enaka, vidite to, da bi bili na dobrem v primeru tovrstne davčne reforme tisti, ki zaslužijo veliko. In to so tudi tisti, ki lobirajo, ne, za tovrstno davčno reformo in že par let spodkopavajo vlado in jo obtožujejo skrajnega levičarstva. Menedžerji so organizirani v bistvu v svoj sindikat in lobirajo za to, da ne bi imeli milijonskih plač, ampak še nekoliko višje plače. Doktor Uhan, se strinjate s tem? Ne morem reči, da je to netočno, ne. Tisto, kar je bolj problematično, je, da tudi tisti, ki so žrtve, bi rekel, neoliberalne ideologije, na nek čuden način, seveda ta ideološka indoktrinacija, podpirajo rešitve, ki niso v prid, ne. In tukaj se mi zdi, da mora ta levo-sredinska koalicija na tej edukaciji ozaveščanja narediti več. V resnici smo vsi žrtve pravzaprav. In tudi preko slabih kakovosti javnih sistemov. Poglejmo si še en video. In druga stvar se mi zdi, da je treba bolj privlačno davčno okolje. Poglejte, da se Petrol seli na Hrvaškem, to mora biti nekaj hudo narobe. A ne, mi bi morali poskrbeti, da bi hrvaške firme se k nam selile, Pliva, Ina in tako dalje. Tudi to, da nas kupujejo Hrvati, a ne kokta, droga. Mislim, to je škandal zame. Doktor Uhan, je to škandal? Ne, mislim, da ne, ker to preprosto ni točno, kar je rekel nekdanji politik Erjavec. Zadnjič zasledimo podatek, da resne firme z visoko dodano vrednostjo tuje vidijo v Sloveniji seveda priložnost za svoj razvoj, zato ker je okolje v celoti stimulativno, z visoko izobraženo delovno silo, z varnostjo, ki jo prinaša urejeno zdravstvo, tudi sicer nekim razpoloženjem ljudi, zadovoljstvo, s katerim živijo. Rekel bi pa, da je zaznan odhod nekaterih firm v tujino preprosto zato, ker so krediti, ki jih daje nekdaj Nacionalna banka, preprosto predragi in jih iščejo tudi v tem smislu drugačno okolje. Tako da to vprašanje ni tako enoznačno, kot ga želimo predstaviti. Doktor Kovačič, bi dodali kaj? No, naloga Petrola je, da skrbi za to, da tudi v kriznih razmerah ne zmanjka goriva na bencinskih črpalkah. To, da bi pa Petrol selil svoja menedžerska delovna mesta iz protesta ali pa iz neke obrambne reakcije zaradi dviga minimalne plače v Sloveniji, to je pa pač čisto navadna politizacija.